Spoštovane bralke in bralci Večera, gledalci v neposrednem prenosu na Večerovi spletni strani in BKTV, gostje v dvorani, cenjeni kandidati, dober večer. Zato, da boste vi, spoštovani volivci, se to nedeljo na volitvah lažje odločili, Večer nocoj pred prvim krogom lokalnih volitev še zadnjič sooča mariborske županske kandidate. Tiste 4, ki jim po naši zadnji javnomnenjski raziskavi kaže najbolje. Z nami so Franc Kangler, nekdanji župan, ki po naši raziskavi ohranja vodstvo in je najresnejši pretendent za uvrstitev v drugi krog županskih volitev. Dober večer. Večer. Aleksander Saša Arsenovič, podjetnik, lastnik galerije Gosposka, novinec na političnem parketu, ki je po naši raziskavi drugi, s čimer so vsaj do tega trenutka njegove možnosti za uvrstitev v drugi krog velike. Dober večer. Dober večer. Doktor Andrej Fištravec, aktualni župan, ki je na volitvah zmagal že dvakrat, po naši raziskavi je tretji, za zdaj še s pomembnim zaostankom za Francem Kanglerjem in Sašo Arsenovičem. Dobrodošli. Dober večer. Ter Lidija Divjak Mirnik, nekdanja direktorica študentskih domov, mestna svetnica, poslanka, ki jo naša zadnja raziskava pred nedeljskim odločanjem uvršča na 4. mesto. Pozdravljeni. Velja poudariti, da je tekma še precej odprta, saj po naši raziskavi kar 29% vprašanih, ki bodo v nedeljo šli na volišča, odgovorilo, da še ne vedo, komu bodo dali svoj glas. Spoštovana kandidatka in kandidati, v tej kampanji ste si za nazaj povedali že zelo veliko. Mi bomo danes skušali izluščiti predvsem vaše recepte za prihodnost in upam, da boste temu sledili. Je pa nekaj stvari, ki jih je z nekaterimi izmed vas vendarle na začetku treba tudi razčistiti. Gospod Fištravec, gospod Arsenovič, med vama je v tej kampanji daleč največ napetosti, kar lahko razumemo v luči vajine tekme za uvrstitev v drugi krog. Gospod Fištravec, iz vašega štaba in iz krogov vaših podpornikov na socialnih omrežjih leti na gospoda Arsenoviča veliko očitkov. Ali je danes na tem mestu karkoli takega, kar bi želeli z njim tukaj in zdaj v živo in neposredno iz oči v oči razčistiti? Izvolite. Ja, hvala lepa za vprašanje. Kandidat SMC je, kot sem že večkrat v javnosti povedal, sporen po večjih kriterijih. Sporen je zato, ker je zadolžen podjetnik in sedaj išče priložnost, da bi z javnim denarjem nekako rešil svoje zasebne podjeme. Sporen je zaradi svoje agresivne narave. Kot berem, je celo enemu od svojih zaposlenih odgriznil del telesa in ga pogrizal po hrbtu. Sporen je zaradi tega, ker uvršča na listo ljudi, ki so bili obtoženi goljufanja. Sporen je tudi zaradi tega, ker ne plačuje zaposlenim socialnih prispevkov, zaposluje na črno. Tako da je tu kar nekaj momentov, ki rušijo njegovo moralno integriteto, ki mora biti za takšno javno funkcijo izjemno visoka. Gospod Arsenovič, v tej kampanji ni ostalo neopaženo, da se pred napadi zelo slabo branite. Sami ne reagirate, zadeve puščate odprte in to si lahko ljudje razlagajo na različne načine. Kako danes odgovarjate tukaj na očitke gospoda Fištravca in ali je kaj takšnega, kaj bi vi danes tukaj želeli povedati njemu? Moram kaj stisniti?
Ni potreben. Okay. Kar se tiče mojega branjanja, nisem navajen praznega besedičanja, ampak sem človek dejan, zato sem bolj navajen delati kot govoriti. Z gospodom Fištravcem smo imela relativno dober odnos, zdaj verjetno čuti veliko nevarnost, da bi dočakal penzijo, brez da bi kaj naredil v mestni občini Maribor. Zdaj pa tista tema, ki vas najbolj zanima, najverjetneje, ker je tak divja. Govorimo o dogodku izpred 20 let. In lahko mi je tudi česa žal, ampak vam vsem tukaj povem, da izjemno čisto vest. Jaz sem tega zaposlenega, ki je mojemu prijatelju zlomil nos, pol ure branil, ščitil vse goste v lokalu, potem smo mi sklenili, smo se pogovorili, dogovorili, da o tem več ne bomo niti govorili. In jaz izkrivljenih zgodbic in zaupanja drugih ne bom zlorabljal okoli tega. Kar se tiče moje poti, je pa prav smešno, da nekdo se trudi mojo uspešno poslovno pot, najprej kot zdomec 9 let v Nemčiji, kjer sem šel z loparjem za kruhom v tuje okolje, brez vseh tet in stricev, prišel domov z bratom, zgradil najprej Takos, v katerem ste se mnogi tukaj zabavali, naredili mednarodno podjetje z 500 zaposlenimi, ga uspešno prodali Nemcu in ohranili tukaj upravo in celotno znanje te firme, ki še danes zaposluje na področju Slovenije in Hrvaške 500 ljudi. Sva z bratom za časa življenja ločila premoženje, ne pa najnih src, ker ga imam izjemno rad, in sem začel sam svojo pot graditi. In ta pot ima potrdila zdaj tukaj, od Fursa o plačanih prispevkih, od banke o plačanih vseh kreditih do dan danes. In jaz mislim, če kdo to rabi. Potem pa imam tukaj še en graf, nimam ga, od leta 2014. Se zgodi ena napaka vsakemu. Spoštovani gosti v dvorani, samo toliko, samo trenutek, gospod Arsenovič, prosim, če ste lahko spoštljivi, ko govorijo kandidati, jih ne prekinjate. Prosim. Ja, ponavadi čreda sledi vodje, ne? Tako da, kar se tiče zaposlenih, od leta 2014 do danes smo početverili število zaposlenih. Trenutno zaposlujemo skupaj 85 ljudi, od tega tretjino približno preko študentskega servisa in 2/3 so redne zaposlitve. Kar se pa tiče še očitka dela na črno. Črn je bil samo tisti posnetek, ki sem ga videl. Vsi naši zaposleni so pogodbeno zaposleni, ali redno, ali preko študenta, ali imajo pogodbene obveze do podjetja. In če je mogoče ta gospod v črnem zamenjal tisto plačevanje mojega keša, zatem, ko je dobival čez vikend največjo napitnino, medtem ko sem jaz bil DJ v tem lokalu in mi nikoli nič od tega ni participiral, to je njegova težava. Pa samo še ena stvar, zdaj pa mislim, da ta vrteška zgodbica bi bilo fajn, da je končana in da se gremo končno pogovarjati o tem, kdo je do zdaj res kaj naredil in komu lahko zaupamo, da zna voditi projekte in peljati to mesto in narediti en razvojni preboj, ki si ga zaslužite vsi, tudi tisti, ki imate bele balončke. Pridemo seveda tudi do tega. Gospa Divjak Mirnik, če še midva na kratko oceniva dosedanjo kampanjo. Kaj je možno, kakšne replike imeti? Da vemo za pravila za naprej. Seveda so replike možne, ampak tukaj bi šli naprej zdaj. Vi ste povedali, on je odgovoril, gremo dalje, ne? Gospa Divjak Mirnik, ko ste najavili kandidaturo, ste bili tudi vi tarča napadov. Prirezali so vam gume, obesili lutko. V zadnjih tednih pa je, kar se vas tiče, bistveno bolj mirno. Se je kaj zgodilo? Kako si to razlagate? Ja, jaz bi želela na začetku povedati, da sem zbrala podpise in vložila kandidaturo z podpisi volivcev. Ob tem pa me podpirajo
Lista za pravičnost in razvoj, katere članica sem že 12 let. Lista Marjana Šarca, kjer sem kandidirala za poslanko in bila tudi izvoljena kot poslanka, in tudi Združena levica, in bi se jim želela na tem mestu zahvaliti. To ni bilo za moje podporo. vprašanje. Vem, da ni bilo vaše vprašanje, meni se pa je zdelo pomembno, da povem. Lidija Divjak Mirnik je gospa z dolgoletnimi izkušnjami na menedžerskem področju. Lidija Divjak Mirnik je gospa profesorica, ki se zna obnašati in ne želi sodelovati v zadevah, ki jih v zadnjem času, predvsem pa v zadnjih 6 letih prikazujejo določeni kandidati. To je moj odgovor na vaše vprašanje. Hvala. Gospod Kangler, vas pa bi tole vprašal. Na katerem naslovu dejansko živite? Pod Pohorjem, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče, ali v Zimici v občini Duplek, kjer imate posestvo kmetijo? Veste, da sem od vas, ki se že vrsto let z mano ukvarjate v tem mestu, to vprašanje pričakoval. Kakšen je vaš odgovor? Moj odgovor je, živim na Pohorski 31, ne skrivam, ne tajim, da imam posest v Zimici 74, hranim tam Bobja, hranim mojo kozo Tamaro. Kolikokrat Če želite, se mi lahko večkrat pridružite, ne bo nič narobe. Moj Bobi je bil zelo popularen na Instagramu. Veste, marsikateri Mariborčan ima sosednje občine ali pa izven občine tudi kaki vikend. In jaz ne skrivam, da tudi kdaj prespim v Zimici. Velikokrat prespim na Pohorski, največkrat na Pohorski 31. Kolikokrat letos ste tam prespali? Kje? Pod Pohorjem. Velikokrat, nisem štel. Lahko pa vprašate. Gospod Peršak, lahko pa vprašate vaše prijatelje na Maestro 2, vam bodo odgovorili, ki me redno spremljajo in beležijo. Vprašali smo... Gospod Kangler, govorili smo z vašimi sosedi, ki vas tam ne videvajo. Težko vidiš človeka, ki dela od jutra do večera, v službi sem na Ptuju, ne? Hodiš pa pozno spat. Moje vprašanje pa je bilo zato, ker po zakonu o stalnem prebivališču je to naslov, ker posameznik stalno biva, ki je središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih in socialnih vezi. Tudi volivci so se obrnili na nas s tem vprašanjem, zato je bilo to vprašanje. Bi bil vesel, če sprožite postopek na upravni enoti. Redo. Spoštovani, preko naše Facebook skupine Moj Maribor so vam nocoj nekaj vprašanj zastavili tudi naši bralci. In prvo, gospod Kangler, je za vas. Gregor Kašman vas sprašuje, kakšen je vaš odnos do javno-zasebnih partnerstev. Se je ta od afere Radari kaj spremenil in kaj je k temu botrovalo? Kako odgovarjate na to? Veste, moj odnos do javnega zasebnega partnerstva je tako, kot piše v zakonu. Nič drugače. In tukaj ne moreš mimo zakona. Vse, kar se je na mestni občini v tistem obdobju dogajalo, je več ali manj bilo tudi na sodišču dokazano, da so strokovne službe, komisija in vsi, ki so se ukvarjali z javno-zasebnim partnerstvom, spoštovali zakon. In na prvem mestu, spoštovani gospod Peršak, je zakon in zakon je potrebno spoštovati. Ne glede na to, ali gre javno-zasebno partnerstvo na vodovodo, ali gre javno-zasebno partnerstvo za Mariborski otok ali pa za katero drugo javno gospodarsko službo. Zakon je potrebno spoštovati. Če boste izvoljeni za župana, ali lahko pričakujemo, da boste spet prižgali, postavili radarje? Ne, ker gospod Fištrovec je samovoljno prekinil pogodbo, ta zgodba je zaključena, zastojni mariborski kriminalisti ne zbirajo podatkov, ne zasegajo dokumentov, nekdo bo tudi verjetno za to mora odgovarjati, ampak zato nisem jaz poklican, ampak organi, tisti, ki se s tem ukvarjajo. Gospod Arsenovič, tudi za vas smo prejeli vprašanje z naše Facebook skupine Moj Maribor. Irena Porekar Kacafura vas sprašuje, kako to, da v niti eni mestni četrti vaša lista nima kandidatov? Ali to pomeni, da vas problemi na obrobju Maribora ne zanimajo? Ne, prav nasprotno. Mi smo za našo neverjetno hitrostjo zbiranja podpisov
ne imeli časa, torej ukvarjali smo se tudi za vsebino, ne imeli časa še vzpostaviti naših članov v mestnih četrteh, jih pa zelo redno obiskujemo. Obiskali smo tako rekoč vse mestne četrti in krajevne skupnosti, naleteli na ogromno dobre volje, dobrih sugestij in verjamem, da bomo tudi veliko projektov iz okolice Maribora lahko realizirali. Gospod Arsenovič, za volivca je informacija, ali v resnici tudi delate, kar govorite, zelo pomembna. Recimo, ena od stvari, ki jo sami poudarjate, je povezovalnost. Ker v politiki nimate še dobenih izkušenj, smo preverili, kako ste povezovalen v poslu. Nekateri vaši kolegi gostinci vam sicer po eni strani priznavajo uspešno izpeljane projekte, toda po drugi strani opozarjajo, da ravno povezovalnost ni vaša vrlina. Celo tako pozitivnem projektu, kot je Poštna ulica, ki je združila številne gostince, ne sodelujete. In če v poslu niste povezovalni, kako si predstavljate, da boste povezovalni v politiki, ki je v tem smislu še precej bolj zahteven parket? Kar se tiče Poštne, smo imeli 2 poskusa, da bi sodelovali, vendar so postavili pogoje, s katerimi se nisem mogel strinjati, in po drugi strani je tudi gostilna in hotel Maribor sta na glavnem trgu in prizorišče je na Poštni in nima nobenega vpliva na nas. Teda razmišljamo o tem, da bi se z temi lokali, ki smo na glavnem trgu, povezal in da bi tukaj delali na tem področju program. Še je bilo nekaj? Še to, po prvem večerovem soočenju je malo obviselo v zraku tudi, kakšen je vaš odnos do tujcev, ki prihajajo iz držav, kjer je kulturno okolje drugačno kot pri nas. Zato bi razčistili tukaj. Na prvem soočenju ste namreč kar 2-krat rekli, da ste odločno proti temu, da bi v Maribor prihajali kapital in ljudje, ki nam po kulturi niso blizu. Dodali ste, po eni strani imamo probleme z migranti, po drugi strani pa si želimo par tisoč Kitajcev, ki bi bili tukaj. Kaj točno zdaj to pomeni? Tukaj si ne želite migrantov, ne želite Kitajcev, koga torej? Razložite nam, prosim, vaše zadržke do drugih kultur. Jaz nimam zadržkov do drugih kultur, je pa res, da smo mi tukaj doma in da pričakujemo od vseh, ki bodo prišli v Slovenijo, da se bodo prilagodili našemu okolju, tako kot sem se moral jaz prilagoditi, ko sem bil v Nemčiji. Se pravi, sem se prilagodil tako versko kot besedno in sem se obnašal primerno okolju, v katerem sem bil. Kar se pa tiče kapitala tujega, sem seveda zelo odprt, da pride katerikoli kapital, ki bo tukaj odpiral delovna mesta in s tem dvigoval življenjsko raven vseh Mariborčanov. Nisem pa za mešetarje in za prazne obljube in za kitajski turizem. To je zgodba, ki očitno 6 let jo poslušamo in 6 let se ni zgodilo nič, razen da vsaki dan upamo, kako se bo začelo nekaj dogajati. Gremo na tej točki naprej. Zazrimo se zdaj v prihodnost. Ne glede na to, kdo od vas bo župan, ga čakajo zelo resni izzivi. Se opravičujem. Povejte. Mislil sem, da je preko Facebooka kako vprašanje prišlo tudi zame. Pride še za vas, gospod Fištravec. Hvala. Pride. Brez skrbi, tudi za Lidijo Divjak Mirnik imamo eno. Poglejmo te podatke. V tem trenutku je v Mariboru brez dela 5900 ljudi. Od tega je skoraj 40% brezposelnih mlajših od 39 let. A še hujši naslednji podatek. Od 39.300 delovnih aktivnih prebivalcev Mariborčanov se jih kar 11.200 vozi na delo drugam. Povprečna bruto plača je za dobrih 100 evrov nižja od slovenskega povprečja in znaša okoli 1500 evrov ali drugače zaposleni Mariborčan v primerjavi z zaposlenim Ljubljančanom mesečno prejme 200 evrov neto manj. Gospod Fištravec, vi ste že pred 4 leti napovedali 5000 delovnih mest, to da vaš program iz leta 2014, ga imam tukaj, dokazuje, da se to ni zgodilo tako, kot ste načrtovali. Zdaj spet obljubljate novih 5000 delovnih mest, s čimer bi brezposelnost v mestu skoraj da izkoreninili in še dvig neto plače za 7%. To so zelo konkretne zaveze, kako jih boste uresničili? Ko sem postal župan, ko sem podedoval smetišče na mestni občini, ko je bilo potrebno odplačati 21 milijonov evrov starih dolgov, ko je bilo potrebno narediti red,
je v Mariboru bilo 17.000 delovnih mest manj. In je normalno, da je bilo meni in ekipi jasno, da moramo začeti z aktivno politiko ustvarjanja pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest. Če govorimo o tem času, torej od prvega mandata naprej, imamo sedaj 5100 več delovnih mest. Ampak ne na način, ko ste ga vi napovedali. Glejte, ko pa si postavljate cilje, si pa morate postaviti osnovne parametre. Mi smo rekli 3 velike investicije. 2 so sedaj v teku. Eno je Magna, drugo je mariborsko letališče. Iz tega naslova veliko delovnih mest. Iz tega naslova v tem trenutku še ni veliko delovnih mest. Jih je pa več tisoč, vsak projekt zase. Magna je projekt, ki se dela na 100 hektarjih. Mariborski tam je bil na 60 hektarjih, tako da imamo občutek. Ampak če zdaj pogledamo naprej, obljubljate novih 5000 delovnih mest. Kje sem to napisal? V vašem programu piše to. Ne, to ste pa se upravičujem, jaz imam program tu pri sebi, greva to pogledati. Vam lahko pokažem, gospod Ja, Fištrevec. dajte, no. To je Tudi bilo... obljubljate 7% dvig neto plače. Ja, no, to je pa nekaj drugega. Ne, oboje obljubljate, gospod Fištrevec, to je zagotovo. To piše v vašem programu. Kje piše? Sem zdaj program pred sabo, pa to gledam. Kje to piše? Jaz ga že zdaj tukaj nimam. Žal ga nimate, no. Jaz imam program pred seboj, na področju gospodarstva imamo 6 ukrepov, v okviru celega programa imamo 98 ukrepov in vse, kar obljubljam, je zapisano tu noter. Ne, ampak gledajte, ključno je, da je v tem trenutku 3100 manj brezposelnih, kot jih je bilo pred 4 leti. To je ključno. Veste, in če mi ne bi imeli fokusa, da rabimo velike investicije, bi se Magna zopet odpeljala iz Slovenije. Že leta 2006 so povpraševali za lokacijo v Pesnici. V letu 2016 so povpraševali na Ministrstvu za gospodarstvo, ker so jim povedali, da takšne lokacije v Sloveniji ni. Dobro, Ko smo to izvedeli, smo šli v akcijo. Jaz vam bom po soočenju poslal te navedbe iz vašega programa, vam pošljem. Ja, glejte, vse mi ni treba. Iz vašega programa. Glejte, vi mi, če mi pošiljate navedbe iz programa, ki ga imam pred seboj, vse si lahko zdaj fotokopirate, pa mi pošljete. V redu? V redu. Smem li replicirati? Gospod Kangler, Repliko imam. povejte. No, hvala lepa. Spoštovani gospod Peršak, pa upam, da boste to korektno in spoštljivo do vseh nas 4 tukaj vodili. Jaz bi želel replicirati spoštovanemu gospodu Fištrevcu, ko govori o smetišču. Veste, takšni žargon, ki ga upravlja župan, mene razžalosti. Mi predstavljamo mesto. Če si župan, predstavljaš mesto. Predstavljaš vse občane. In spoštovani gospod Fištrevec je prevzel funkcijo župana na primopredaji od spoštovanega mojega kolega podžupana Milana Mikla in je na mestnem svetu naslednjem jasno povedal: nisem si mislil, da je mestna občina Maribor v tako dobri kondiciji, na računu je bilo 9 milijonov evrov. Ampak gospod Kangler, z spoštovanjem vsem, a se lahko danes pogovarjamo o prihodnosti? Mi dovolite? Vam dovolim, ampak želel bi si razprave o prihodnosti. Pol imam pravico od replike. Seveda imate. Vsak župan nekaj podeduje, tudi jaz sem akva sistem podedoval, ne vem kaj. In na zadnjem soočenju mi niste dovolili, ne vi, gospod Selan, da bi gospodu Fištrevcu odgovoril, da jaz kot takratni aktualni župan si nisem drznil in nisem dovolil,
da bi podpisal poravnavo, sodno poravnavo z Veoljo, ker je tekel sodni postopek. Šele ko sem jaz mestno občino Maribor zapustil, je sodišče na drugi stopnji odločilo tako, kot je potem se gospod Fištarec poravnal. In še glede radarjev. Gospod Milan Mikl, Milica Simonič-Štajner in mestni odvetnik, takrat gospod Gerlovič, so se za vložek za obnovo semaforjev, ne radarjev, z Iskro dogovorili za 3,5 milijona evrov. Zakaj je prišlo na to v dogovor do 7 milijonov? Jaz danes tukaj nimam odgovora. Verjetno pa bo moral nekdo enkrat tudi te račune položiti. Gospod Arsenovič, če Ima repliko. imate repliko, moje vprašanje pa bi bilo, če lahko pač se ozremo naprej v prihodnost, koliko delovnih novih mest pa vi obljubljate? Torej, ravno to je eden izmed poglavitnih razlogov, zakaj sem tukaj kot županski kandidat. Žalosten sem, ko gledam ta potencial mesta, tako postindustrijskega, kot tudi meščanskega, kar je bil do konca druge svetovne vojne. Glejte, naš potencial je tukaj, zadnjih 12 let, pa samo jokamo in smo nekje tu spodaj. In kandidiram za to, da to spremenimo, da naredimo razvojni preboj, da končno meščani dobite to, kar si od mestnega servisa in od poslovodje, kar je v resnici župan, zaslužite, to je boljšo kvaliteto življenja. In kadar bomo poskrbeli za to, bodo tudi to prepoznali in mladi, ki odhajajo, bodo tu ustanovili podjetja in drugi podjetniki in ga bomo pripravili infrastrukturo tako, da bodo lahko ne najprej 2 leti zbirali papirje, ampak bodo imeli stvari pripravljene tako, da bodo lahko začeli tukaj delovati. Začeli se bomo obnašati tržno, naredili bomo kataloge in bomo skušali investitorje domače ali tuje privabiti v mesto. Jaz bi moram replicirati. Prosim, Tudi jaz imam dobite- Moram dobite moram besedo. replicirati. Izvolite. Jaz v zadnjih 6 let nisem jamral, torej, oziroma jokal. Naš predsednik vlade je, takratni je jamral, zato tudi več ni predsednik vlade. Je pa zrihtal Magno. Ta predsednik vlade. Pa gospod Počevalšek, SMC, se je boril za Magno. Jaz bi prosil, Dobro, da veste to. jaz bi prosil, da kandidat SMC-ja, da nekako je kulturen, ko go že govori o kulturi. Gospod In Arsenovič, ni ko treba, da ima me gospod prekinja. Fištravec besedo, če lahko do konca pove, prosim. Se opravičujem. Zdaj delati kataloge investicijskih priložnosti ni potrebno, ker to je že narejeno bilo pred 3 leti. In da smo v Mariboru odlični pri privabljanju tujih investicij, je povedal tudi Financial Times, ko nam je v Cannesu podelil nagrado za top 10 mesto in destinacijo v Evropi. Dobro, hvala. In mi nismo imeli zastojn in nimamo zastojn strategije Invest in Maribor, ker se to v Mariboru dogaja. Predsednik vlade Hvala lepa, pa gospod nam je Fištravec. zelo odpomagal pri marsikateri investiciji, recimo IBM-u. Je bil v Washingtonu na sedežu IBM-a v dneh, ko smo bili dogovorjeni, da IBM pride v Maribor in jim je razlagal, da imamo široko pasovno omrežje. Halo, to se razume samo po sebi. Hvala, gospod Fištravec, dajmo še besedo. Uradniki tudi na ministrstvu, gospod Fištravec, na če lahko SMC, damo- ja, če lahko tako. damo besedo tudi Ja, sej gospe samo, Divjak ampak to Mirnik. moram povedati, uradniki na SMC-evskem ministrstvu pa so IBM-ovcem razlagali o lepotah Slovenije. Oni so pa v Mariboru že izbirali študente, ki bi jih zaposlili v Mariboru. Gospod Fištravec, o tem ste že veliko krat govorili na soočenjih, zdaj bi se res, prosim, če se lahko zazremo v prihodnost. Gospod Divjak Mirnik, kako boste vi reševali brezposelnost in dejstvo, da se več kot 10 000 Mariborčanin vozi na delo drugam? Hvala lepa za besedo. Jaz bi želela 2 replike, če dovolite. Prvič, gospodu Fištravcu. Mene zelo veseli, gospod Fištravec, da ste ugotovili, da je treba narediti red. Ampak 6 let ga niste, tako da oprostite, ne vem, o čem govorite. Ga bom pa naredila jaz.
Pa še gospoda Arsenoviču, ki ko govori o mestnih četrteh in krajevnih skupnostih, govori o okolici Maribora. Gospod Arsenovič, to ni okolica Maribora, to je del Maribora. 90% Mariborčanov živi izven centra mesta, vam bom naštela. Pobrežje, 12.000 ljudi, Tezno, 11.000 ljudi, Studenci in tako dalje. Mene veseli, da imamo v listi Lidije Divjak Mirnik, LPR, v vseh mestnih četrteh in krajevnih skupnosti, ki jih je mimo grede vseh skupaj 17, 6 plus 11, če mogoče kdo ne ve, svoje kandidate, ker to je tista ekipa, s katero je potrebno delati. Pa še nekaj moram povedati, tudi gospod Kangler jih ima in mislim, da sva edina od vseh. Hvala lepa. Gospod, Se lahko zdaj bom takoj. vrnemo na moje vprašanje? Če so oni prej lahko govorili, lahko tudi jaz. Seveda. Pa še samo to, gospod Arsenovič jih nima nikjer, gospod Fištravec jih pa ima samo v nekaterih mestnih četrteh in mislim, da v nobeni krajevni skupnosti. Tako. Je res, poglejte si. To je to. Kar se pa tiče programa. Na kak način? Lidija Divjak Mirnik ni obljubila 5000 delovnih mest in jih tudi ne bo. Zakaj? Zato, ker Lidija Divjak Mirnik ne laže in nikoli ni lagala. Bo pa naredila naslednje. Red, sodelovanje in spremenila bo način dela v tem trenutku na mestni občini Maribor. Zakaj? Zato, ker projektov imamo na zalogi dovolj. Če ste spremljali delo mestnega sveta, veste, da je potrjenih ogromno dokumentov. Samo realizacija je slaba. Zakaj? Zato, ker imamo slabo vodenje. Torej, ključni razvojni cilj, ki ga bom zasledovala, je zaustaviti odhajanje prebivalstva. Najbolj pa seveda mladega. Zakaj? Če bi bilo tako fajn v Mariboru, potem se ne bi 3000 mladih ali še več izselilo. In veste, koga bom povabila v svojo ekipo? Mlade, gospoda Matjašiča. Zato, ker je treba obdržati tukaj vse tiste, ki študirajo na Univerzi v Mariboru. Ogromno jih je v tem trenutku okrog 16.000. Živijo v najboljših študentskih domovih, ko pa diplomirajo, pa se nimajo kje zaposliti, ampak se bodo, pa veste kje, zaposlili se bodo, ko bo mestna občina končno začela sodelovati z univerzo v tako imenovanem LabUmu, verjamem, da ga poznate, to je tisti razvojni potencial laboratorij, kjer se že zdaj stvari dogajajo in se še tudi bodo. To. Če pa še me sprašujete Če pa še me boste o ukrepi spraševali, pa vam jih bom potem povedala. Gospod Kangler ima repliko. Ja. Jaz sem zelo vesel besed Lidije Divjak Mirnik, zato ker je potrdila to, da ko smo mi mestno občino Maribor leta 2012 zapustili, vsi ti projekti, Brv preko reke Drave, Bržina reke Drave, mestna knjižnica, drugi trgi, so bili pripravljeni. In jaz si želim, da to, kar nismo leta 2012 dokončali, da v mojem programu, kot smo zapisali, dokončamo do leta 2022. Vsi so pozabili na pekarno. Tam je bilo točno jasno definirano. Regionalni razvojni programi. 10 milijonov evrov sredstev je bilo rezerviranih, ki jih nismo počrpali. Na primeru Youth Hostel smo počrpali preko 850 000. Zakaj Bukvarna in vsi ostali projekti v pekarni, ki so čakali, niso šli naprej? To je odgovor, kar je povedala Lidija Divjak Mirnik. Zakaj niso šli naprej? Zakaj nismo počrpali 10 milijonov evrov? Zakaj smo 10 milijonov evrov vrnili, ne v Ljubljano, nazaj v Bruselj? To je problem. Bo stvari za nazaj pojasnil. Ja, obnova pekarne se ni nadaljevala zaradi tega, ker akteri pekarni niso več podpirali projekta, za katerega je bil pridobljen denar. Da smo se tega izognili, smo se potem z akterji dogovorili, da pekarno obnavljamo postopoma skozi mehanizem investicijskega vzdrževanja. Pa res pa ne bi želel, da bi bivši župan, če bi postal župan, realiziral vse projekte, ki še niso realizirani, ker radarje smo dokončno demontirali in Mariboru več ne bodo ostali. S tem repliko. Ste glede radarjev že povedali, gospod Kangler, če se vrnemo zdaj še na brezposelnost. V naši Facebook skupini Moj Maribor se je oglasil tudi Damir Batisti, predstavnik kadrovske agencije Adecco, ki pa kot človek iz prakse opozarja na naslednji paradoks.
Na eni strani brezposelnost, na drugi strani pa velike težave podjetij v Mariboru s pridobivanjem ustreznega kadra. Kako si to razlagate in predvsem, kako bi vi pomagali ta paradoks presekati kot župan, gospod Arsenovič? To sem pa super. Zelo, ne, ker ste najprej nagovorili gospoda Kanglerja, ampak je v redu. Jaz sem vesel. Vsem, to je vprašanje za vse vas. Že dolgo nisem več povedal. Evo. Bi začeli z vami. Univerza, imamo univerzo, to je naš privilegij. Nima vsako mesto tako dobre univerze. In univerza ima 3 naloge. Najprej izobrazi, potem raziskuje, tretja naloga pa je prenos znanja v gospodarstvo. In tu vidim veliko vlogo župana in se res izjemno veselim povezati mestno občino, gospodarstvo, univerzo in državo. Ker če bomo te 4 deležnike znali povezati, bomo lahko tudi črpali evropska sredstva. Ali ne, če je odgovor na moje vprašanje to? Je. Gospod Kangler, imate vi rešitev za ta paradoks? Seveda, pogledajte, če se ne motim, ste govorili... Če bomo izobrazili kadre, bodo dobili delo, ne? Kako ne razumete? Če se ne motim, ste rekli podjetje Adecco. Tako. No, največji problem je v tem danem trenutku v Mariboru v gospodarstvu, da ne dobiš varilca. Ne dobiš tesarja, ne dobiš zidarja in to je resen problem. V starih časih smo imeli velike gradbene firme, od stavbarja, konstruktorja, Gradisa in podobno in smo imeli tudi srednje šole, ki so vzgajale te poklice in to je stvar države. In poglejte, mene srce boli, ko male obrti v mestu več ni. Spomnim se kot otrok v Mariboru Tirševe ulice, torbarstva, pa vam danes povem, kako se je pisal. Sirk. Edini kovač, ki še dela na tem območju, je Krištof. Pa kaj lahko vi kot župan naredite? Veste kaj? Ja, edini. Umetno kovaštvo in povejte mi, kje so mladi, da bi se šli učiti za te poklice. Veste, kje je priložnost? Da občina razpiše štipendije skupaj z državo. Prva zaposlitev, kjer že sedaj občina, če se ne motim, ne gospod Fištrovec, sofinancira, da ostanejo mlade v občini. Z državo je potrebno podpisati tripartitno pogodbo. Srednja šola, država, ministrstva in mestna občina Maribor o štipendijah za te mlade. In zakaj morajo naši ljudje, naši podjetniki iskati varilce v Bosni, v Srbiji in vse posod? Ker mi naših mladih ne znamo motivirati, drugič pa ne damo priložnost in možnost. In če bo dobil štipendijo, bodi se od delodajalca ali pa od občine ali pa države, sem prepričan, da bo večje zanimanje za te poklice. Gospod Fištravec. Ja, to, kar ste povedali, je resnični problem. Na tega opozarja Gospodarska zbornica in Štajerska obrtno-podjetniška zbornica. Mi smo se tega zavedali že ko smo delali projekt Magna, zato smo začeli s kariernim sejmom. Danes smo ga ravno imeli v Mariboru. Ogromno osnovnošolcev je prišlo pogledati, kaj so poklici prihodnosti, tretjina več razstavljavcev kot prejšnja leta, torej industrija je to sprejela, ker recimo primer, zadnji del metalne je kupil avstrijski koncern Wichert, razpisal delovna mesta, samo četrtino je dobil v Mariboru ob brezposelnosti, ki jo imamo tukaj. In dejansko je to velikanski problem. Marprom rabi 20 šoferjev permanentno, jih ni, kljub temu, da plača izobraževanje. Ogromno voznikov gradbene mehanizacije, gradbeništvo je v velikem porastu, in tako naprej in tako naprej. Kakšne so rešitve tukaj? Ja, naša rešitev, gledajte, da animiramo otroke in starše, da jim povemo, kateri poklici so iskani in s katerimi poklici si lahko zagotovijo dobro življenje. Potem je pa tu, veste, tudi velik problem države, ker organizacija šolskega sistema pa ni v pristojnosti občine, to je v pristojnosti države. Tako da, to je, seveda je potem, in tudi to, kar smo bili navajeni, recimo v prejšnji državi, da bi naši prijatelji iz Bosne in Srbije prihajali v Slovenijo, je tudi problem, zaradi tega, ker tudi v Vranju, naprimer, Vranje je bilo svoj čas bazen varilcev za celo Evropo.
Smo govorila županom, jih ni, so že vsi odšli. Torej imajo podobne strukturne probleme kot Slovenija in enostavno prihodnost, ki gre skozi gimnazijo, ni najboljša prihodnost in to se počasi spoznavamo in tudi industrija, šole se temu prilagajajo. Repliko imam. Gospod Peršak, kratko repliko. Takoj dobite besedo, samo bi vam rad povedal, da so bili moji sodelavci toliko prijazni, da so sprintali vaš program in kjer piše 5000 delovnih mest, tako da lahko vsak pogleda na to, tako da samo toliko. Gospod Arsenovič, kratka replika, potem gospod Kangler. Ja, samo na dva momenta tu treba. Če bi jaz imel možnost, ampak ta možnost bo, ker se bomo lahko povezovali in pogovarjali tudi na vladi, bi bil za uvedbo dualnega sistema v večjih poklicih, da bi se srednješolci skozi delo naučili veščin, tam, kjer še tega ni, v gostinstvu na primer tega ni, ali pa je samo 70 ur na leto, kar ni nič. In druga stvar, na katero mnogi pozabljate, je, da kadar je nekdo v investiciji in troši svoj denar ali ga v bistvu vlaga, da mora pri tem v prvi vrsti misliti na podjetja, ki delujejo v tem mikro področju. In Galerija Gosposka je vse te investicije peljala z 80-90% podjetij, ki delujejo na našem območju in smo v resnici mi na posreden način tem podjetjem pomagali. In to zavedanje nam vsem skupaj malo manjka, da prosim, da tisti, ki karkoli delate, probate najti najprej našega. In ni res, da jih ni. Če jih ne bi bilo vseh teh izvajalcev, mi ne bi mogli zgraditi toliko hiš, kot smo jih, samo z domačimi. Gospod Kangler. Imam sedaj še repliko za gospoda Arsenoviča. Gospod Fištrec, veste, ko je bil direktor Marproma gospod Hajnšek, doben šofer ni odšel. Čujte, gospodu Majheniču reklo, da bo kakih 100 evrov ali pa 200 evrov več dal šoferjem, ker vozi odgovorno in pomembno. Sem prepričan, da boste imeli v Marpromu ta problem glede šoferjev rešen. In je potrebno tudi šoferjem zagotoviti mogoče 13. plačo ali pa božičnico. Gospod Arsenovič, veste, vi pa imate srečo. Srečo pa imate zato, pa se niti ne zavedate, da še z tistih mojih časov in vse pohvale gospe Cviklovi, ona je tista, ki se je borila za visoko gostinsko šolo. To je res super, to je odlična. Poslušajte. Veste, mi smo kot mestna občina in vsi ostali akterji veliko pripomogli, da smo prostorski problem reševali. In v Mariboru v tem danem trenutku vzgajamo dobre kadre. Bom samo povedal problem najbolj prestižnega hotela v Portorožu, vemo kjerega, ko so ga zgradili, bil je problem kadri. Kadre za eno visoko kategorne restauracije ali pa hotele dobiti je težko. In gospa Cviklova, domnevam, da je tudi vaša kolegica, vzgaja takšne kadre, zato vi nimate težav. Hvala. Jaz bi samo dal pojasnilo glede plač šoferskih. Zdaj Marprom ima najvišje plače. Razen tega smo pa sindikatom v primerjavi za Rivo, recimo, tam se baje to tako malo spode plačuje. Torej ne gre v pokojninsko dobo. Smo se pa s sindikatom dogovorili in z 1.12. gre Marprom tudi v tej smeri, da jim bomo plače v prihodnjem letu povišali. Hvala. Gospod Divjak Mirnik, beseda je vaša. Hvala lepa. Jaz se res ne bi želela tukaj počutiti kot modni dodatek, privesek na robu. Tako da hvala gospodje, da mi dovolite, da tudi jaz kaj povem. Me pa veseli, veste kaj me veseli? Vsi so začeli govoriti o redu in sodelovanju. Odlično. Gospod Arsenovič, odlično bova sodelovala. Vi boste moj super podžupan za gospodarstvo in bo to odlično laufalo. Zmenjeno. Bi pa še želela poudariti, da
da v tem trenutku obstaja tako imenovani dualni sistem, temu se reče vajeniški sistem, ki ga že imamo v Sloveniji, da pa se povezujete z vlado in z njo sodelujete, vam tudi čestitam. Kot sem rekla, midva bova vrhunsko delovala skupaj. Zdaj pa še to, kar sem želela povedati. Mladi v Mariboru bodo ostali in sicer tudi takrat, ko bodo imeli kje živeti. Živijo pa lahko, veste kje? V 200 stanovanjih, ki jih ima mestna občina v tem trenutku na razpolago, pa jih do zdaj ni dala mladim. Zakaj? Ima gospod župan svojo zgodbo, mladi imajo svojo zgodbo, ko bom ja županja, jih bomo pač dali. Še prej pa jih je potrebno obnoviti, pa vam bom tudi povedala, kje bomo dobili takoj 100 000 evrov, da jih bomo lahko obnovili. Zmanjšali bomo število mestnih svetnikov iz 45 na 36, ker to zakonsko gre, in takoj privarčevali 100 000 evrov, ker je čisto vseeno, ali jih 45 dviguje rokico ali pa 36. Identično je. Sploh, če govorimo o tem mestnem svetu, ki hvala Bogu se bo zdaj iztekel, ker ni bil podoben ničemer. Tukaj pa imam... Seveda, če smem dopolniti, seveda z enimi nami redkimi posamezniki, ki smo razpravljali, ki smo brali gradiva, ki smo vedeli, zakaj v resnici pravzaprav gre. In gospod Kangler, tudi v vaši listi so bili taki, ki so sodelovali in so vedeli, zakaj gre. Ja. Hvala. Samo imam repliko, ker moram to povedati. Ne, gospod Kangler, prosim. Zakaj mi ne dovolite, že na prejšnjem soočenju mi gospod Clan ni dovolil replik. Sedaj vi isto počenjate. Vsakdo lahko meni replicira, jaz pa ne smem. Zakaj to delate? Zakaj to delate, gospod Pršak? Izvolite, imate besedo, gospod Kangler. Prosim lepo. Ker sem spoštljiv do vas, do vseh kandidatov bi povedal, da gospa Lidija Divjak nima prav. Ona je obljubila 100 000, da bo prihranila, ker bo zmanjšala mestne svetnike. Dolgoletna svetnica ste, gospa, dolgoletna svetnica ste. In vi veste, da to, tudi jaz osebno podpiram, kar ona govori, samo ne za ta mandat, ki je pred nami. 2/3 večino je potrebno zagotoviti za spremembo statuta, ki pa bo začel veljati na tem področju od leta 2022. Vprašanje pa je, če bo še takrat gospa Lidija svetnica ali pa županja. Gospod Arsenovič, izvolite. Najprej bi rad povedal, da sem želel replicirati gospodu Kanglerju in on zdaj že imel drugo repliko, tako da gospod Peršak vam daje besedo. Želel pa sem se vam najprej zahvaliti, čeprav ne vem, odkot vi veste, ki jaz nimam problemov, ampak glede na to, da veste, da jih v podjetju nimam, tudi ne boste delali težav, ko bom začel voditi mestno občino Maribor in vas ne bo skrbelo, kako je z mojim podjetjem. To je to. Kar se pa tiče gospe Lidije Divjak Mirnik, ko govori, da imamo mi dualni sistem. Jaz živim z tem podjetjem že 25 let in če pride dijak za 120 ur na leto, torej 10 ur na mesec, k meni se učiti, si lahko sami zračunate, kaj se on lahko nauči. V Avstriji so oni 70% časa pri delodajalcu in 30% v šoli in še plačani so za to. In to je potem dualni sistem. Ne, vprašanje je bilo, ali kaj bi se zavzemal. In sem rekel, da bi se zavzemal za dualni sistem. Predo, še gospod Fištravec, potem pa res gremo naprej, ker imamo še kar nekaj tem, da ne bomo tukaj ostali. Jaz bi rad en realni okvir spostavil. Zdaj gospa Lidija govori o 200 stanovanjih, ne bom se spuščal v to številko, torej o velikem številu stanovanj, ki jih bo obnovila za 100 000 evri. Zdaj tu niti ploščic ne more kupiti za ta stanovanja. Hvala. Mogoče gospod Fištravec, na tem mestu vprašanje za vas iz Facebook skupine Moj Maribor. Bojan Šimek sprašuje, ali ima občina v lasti kaj zemljišč, ki bi jih lahko investitorju prodali po simbolni ceni za gradnjo stanovanj na trgu. Njegovo mnenje je namreč, da se v stanovanja premalo vlaga in da se premalo gradi. Ja, hvala. Danes sem ravno bil na otvoritvi enega naselja za 220 stanovanj, zasebna investicija. Sklad
Republike Slovenije, Stanovanjski sklad Republike Slovenije začenja na Studenci graditi naselje 400 stanovanj in pripravlja na Pobrežju tudi naselje 400 stanovanj. To je zelo dobra ideja, ki jo že ne samo zdajšnjemu ministru Počivalšku, pa prejšnjemu ministru Počivalšku, pa prejšnjemu ministru, ki ni bil Počivalšek, s katerim smo se pogovarjali, namreč ne smemo prodajati zemljišč ceneje, kot so bili stroški za nabavo. In to je nelogično. Tako da mi podpiramo, torej župani podpiramo takšno spremembo zakona o razpolaganju s stvarnim premoženjem, ki bo omogočal za strateške investicije ali na področju gospodarstva ali na področju stanovanjske gradnje, da bi lahko zemljišča dajali po simbolni ceni, magari €1, ker mestna, torej občine nismo nepremičninske agencije, ki bi služile z prodajo zemljišč, ampak moramo gledati širše. Hvala. Sami ste že omenili problem mladih, tukaj imamo seveda tudi še starejše. Poglejmo najprej nekaj podatkov. Maribor je mesto, v katerem število prebivalcev upada. Mladi se res izseljujejo, bodisi na tuje, bodisi v druge slovenske občine. Mesto se stara, povprečna starost je 45 let, v Sloveniji dobrih 42. In tretjič, socialne stiske še zmeraj naraščajo. Rdeči križ je do septembra letos pomagal 7.000 ljudem več kot v celotnem lanskem letu. Gospod Divjak Mirnik, katerega od teh problemov je treba začeti reševati takoj in kako, ob dejstvu, da denarja ni na pretek? Proračun občinski je težek okoli 90-100 milijonov, 70% tega pobere obvezne zakonske naloge, zadolženost občine se povečuje, kako torej? Ja, mene pravzaprav srce boli, ko v zadnjem času poslušam zgodbe, ki jih govorijo upokojenci, tudi tisti, ki so samo prispevkom gradili to mesto. Veste, kje je največji problem? Največji problem je, ko pač par oziroma umre kateri izmed partnerjev in nek upokojenec ostane sam. V Sloveniji imamo žal takšno navado, da smo zelo navezani na svoje nepremičnine in jih zelo težko zapustimo. Tudi moja mama je takšna. Zdaj moja mama ima seveda srečo, da je svoje otroke vzgojila tako, da se teh vrednot zavedamo in jih pomagamo. Nekateri starši pa niso imeli te sreče. Zato, kot veste, ko je bil tukaj predsednik vlade, sem ga peljala kam? V dom Danice Vogrinec. Tudi zato, ker so dobili najprestižnejšo nagrado za najboljši dom v Evropi in pa tudi zato, ker so tam potrebne nove investicije. Potrebno je pripeljati denar iz Ljubljane in te investicije v mesto izvesti. Zdaj, kako pa lahko to izvedemo? Tako, da imamo normalno komunikacijo in sodelovanje z vlado Republike Slovenije in jaz vam zagotavljam, da to komunikacijo bom speljala. Gospod Kangler, od naštetih problemov, kaj je po vaši oceni največji požar, ki ga je treba pogasiti takoj? In kako boste to storili, če boste izvoljeni? Veste, več ukrepov je potrebno upoštevati. Socialna kriza je v mestu Maribor prisotna. Potrebno je takoj ustanoviti sklad Darujmo srcem. To, kar smo že v preteklosti imeli. Da smo preko 800 družin, ki so imeli krizo, ki so bili v stisko, vsaj z enkratnim denarnim zneskom zadovoljili. In imeli smo akcijo, predvsem smo ta denar in pakete perutnine delili takrat za Božič, ko je Božič, naj bo Božič za vse. Na drugi strani imamo mlade perspektivne športnike. Tudi za te je potrebno ustanoviti sklad za mlade nadarjene športnike, v katerega je potrebno zbirati prostovoljne prispevke in jim dati štipendije, da bomo imeli mladino v Mariboru aktivno. Problem pa je, tukaj si moramo naliti čistega vina. Imamo marsikje zvezane roke zaradi vlade Republike Slovenije. Ni problem danes graditi dom za ostarele. Problem je dobiti koncesijo za postelje. Ko smo dobili koncesijo za postelje za dom pod Gorco, smo ga zgradili. Potrebe v Mariboru in v regiji so večje. Vendar nam vlada oziroma ministrstvo ne da teh kapacitet, kljub temu, da gre
za dobrega partnera, da gre za dobro ustanovo, da bi lahko potrebe starejših občanov v Mariboru in v regiji zadovoljili. To so pa, ne morem trditi, politični interesi. Bolj si upam trditi, da so nekateri državni administratorji ugrabili nek sistem, da nam na podeželju ali pa v vzhodni kohezijski regiji ne dovolijo na ta način dihati, da bi skladnejšo regionalno zagotovili razlike med enim centrom in med drugim centrom. In ko ste prej govorili, veste, pred leti, ko sem še bil poslanec, dr. Skalicki, internist Mariborske bolnišnice, napravila sva raziskave in analize. Ugotovila sva, da zaradi kvalitete življenja v mestu jaz moram 5 let prej umreti kot nekdo, ki živi v Ljubljani. Zakaj? Pa je samo 100 km razlike. Zakaj? In to je potrebno odpraviti. Gospod Arsenovič, kako boste vi uresničili obljube o prelomu z dosedanjo politiko, ko pa je manevrskega prostora v bistvu zelo malo? Praksa drugih mest v Sloveniji dokazuje, da je manevrskega prostora dovolj, da ljudje začnejo sodelovati, projektno razmišljati in da skupaj naredimo razvojni preboj in da naredimo skupaj boljši mestni servis in s tem dvignemo kvaliteto vseh. Jaz mislim, da ni nobenih težav, to sem dokazal že večkrat z vzpostavljanjem ekip, ki so delali na zahtevnih projektih in smo jih dokončali. In nimamo naslednjih naložb, in nimamo lukenj, tako da to res ni težava. Z ljudmi se treba pogovarjati, povezati, slišati, narediti jasno strategijo, vizijo in delati po jasni časovnici, skladno seveda z zakonom, kot bo zdaj povedal gospod Kangler, pa z budžetom. Gospod Fištravec, ste vi zadovoljni s to sliko Maribora, ki jo puščate za seboj in kaj je ključni izziv za naprej? Zdaj, uvodoma bi povedal, da imamo mestne občine, da smo same po sebi atraktivne za bivanje. V Mariboru pada število stalno prijavljenih, vendar raste število začasno prijavljenih. In ti začasni prijavljenih je več kot 10 tisoč in jih država ne upošteva pri financiranju občine, istočasno so pa to seveda someščanke, ki povzročajo pač v mestu določene, če rečemo, tehnično stroške. Zdaj, glede koncesije, letos, moram biti odkrit, ni bil problem v tem, da ne bi bilo dovolj razpisanih koncesij. Od 4 domov v Mariboru je samo eno bilo dovolj finančno močno, da se je prijavilo za koncesijo in bo šlo v investicijo. Tako da je problem denar, da bi se lahko šlo v gradnje. Zdaj pa glede lukenj kandidata SMC bi pa ilustriral to z dodano vrednostjo na zaposlenega v njegovem podjetju. Leta 2016 je imel 135 tisoč dodana vrednost na zaposlenega, leta 2017 45 tisoč, leta 2018 so pa volitve za župana. Samo malo, prosim. Samo trenutek. Nekaj ta pa... Mislil sem, da smo na začetku stvari razčistili, očitno nismo, gospod Arsenovič. Tu se pa razvidi, da gospod Fištravec nema pojma o podjetništvu. Če bi mi imeli na 80 zaposlenih 115 tisoč dodano vrednost, gospod Fištravec, bi mi imeli 10 milijonov dobička, pa ga žal nimamo. Tada dodana vrednost je žal premajhna, ker dosegamo preniske cene, ampak sem srečen, da smo dali vsako plačo vedno na sekundo. Jaz sem samo ilustriral podjetniško uspešnost, ki pač rezultira v bonitetni oceni B1-, torej v padajoči bonitetni oceni in ti podatki so pač iz te bonitetne ocene. Spoštovani kandidati, vaše vizije prihodnosti bodo...
Kandidat SMC-ja je na enem od soočenj. Gospod Fištravec, naprej gremo. Naprej. Tako, No, ampak jaz sem mislil, da bi te številke zdaj razčistili. sta si Još jaz nisem imela nobene replike tukaj. v tej, gledajte, gremo naprej. Ne, Vaše ker vizije kandidat prihodnosti- SMC-ja je na enem od soočenj rekel, da Gospod Bisnode agencija jim je podo- dala lahko oceno prosim A. vodim to soočenje, gospod Fištravec, Lahko, ja, dovolite? ampak jaz imam pa tu napisano B1 minus. V redu ste povedali, smo razčistili. Gospod Arsenovič, dovolj. Prosim, Tudi če lahko B1 je gremo super, naprej. ker gre to do D, Lahko ampak eno imamo pa besedo. A. Lahko eno besedo. Ja, ampak minus En pomeni stavek. padanje. Aljoša, en stavek. Gospod Peršak, Če kdo pada, padate vi, gospod Fištravec. reklame. Zaradi vseh teh moških egotov, to ne dela, zaradi vseh teh moških egotov, prosim lepo izberite 10 božjih zapovedi. Lidijo Divjak Mirnik, pa listo Lidija Divjak Mirnik. Ker to nikamor ne vodi, sploh pa ne v prihodnost in v to, da bomo boljše živeli. Se strinjam. Spoštovani Res, kandidati, strinjate se z njo? vaše vizije prihodnosti bodo v pomembni meri odvisne tudi od ljudi, s katerimi se boste župani kot župani obdali. Volivci vas bodo presojali tudi po tem, komu boste zaupali pomembne naloge v kabinetu, na položaju direktorja mestne uprave, ki je prvi uradnik občine, in tudi kakšnega podžupana iz vaše liste imate zagotovo že v načrtu. Volitve so zdaj že tako blizu, da ste o teh imenih zagotovo že razmišljali in zdaj prosim, če jih lahko razkrijete tudi volivcem. Gospod Kangler, kdo bodo torej vaši svetovalci, direktor mestne uprave in podžupan? Imena, prosim. Nimam težav z imeni. Veste, kot sem najavil kandidaturo, sem se odločil, da bi področje gospodarstva in tudi del komunale prevzel bivši direktor Dravskih elektrarn, magister Viljem Pozeb, s katerim smo v preteklosti že dobro sodelovala, smo že zagotovila preko njihovega nadzornega sveta preko 3 milijone evrov, da bi se uredila bližina reke Drave in Brv, pa do tega ni prišlo. Zelo sem ponosen, da se je znašla na moji listi dolgoletna novinarka Breda Čepe, kjer njej gre za pravico in resnico. In pri ljudeh največ pomeni resnica in pravica. Zato, da bo modrost v mestnem svetu. Predvsem Kdo pa, bo direktor mestne uprave? veste, o tem pa res ne bom danes tukaj razpravljal, kdo. V mestni občini Maribor je veliko strokovnih ljudi, ki so sposobni to funkcijo prevzeti in to funkcijo tudi opravljati. Prav gotovo pa v mojem mandatu nisem 6-krat zamenjal direktorjev občinskih uprav ali pa direktorjev javnih podjetij. V mojem mandatu je tukaj tudi v dvorani je bila direktorica občinske uprave, dobra direktorica Milica Simonič Štajner. Za naprej sem spraševal, gospod. Meni je žal, da ona sedaj kandidira za podžupanje v občini Duplek, ker bi bila dobra tudi v mestni občini Maribor, ampak jo tudi podpiramo. Predvsem pa je tudi gospa Lidija Divjak Mirnik velikokrat pohvalila. Hvala lepa. Opozicijska Hvala lepa, gospod Kangler. svetnica. Gospod Arsenovič, imena vaše ožje ekipe, prosim, kdo bo skrbel za kaj, če boste izvoljeni za župana? Najprej bomo seveda pogledali, kaj vse dobrega se skriva in v to sem globoko prepričan na mestni občini. Izmed kadrov, se pravi, moj cilj ni najprej vse zamenjati, ampak ljudem dati priložnost, da se izkažejo in verjamem, da bodo mnogi, ko bodo dobro vodeni in motivirani, delali bistveno bolje kot sedaj, ko temu ni bilo tako. Drugi bazen je lista Arsenovič za Maribor, na kateri so nedvomno zelo dobri strokovnjaki iz mnogih področji. Pa koga boste pripeljali na občino za zaupanje, kdo bo direktor mestne uprave? Točnih imen vam danes še ne bom povedal, ker bomo o tem dobro Moram vprašati razmislili. Ljubljano. Se opravičujem. Se opravičujem, iskreno, ampak malo se pa moram pošaliti, no. Z Se veseljem. opravičujem, Pa gospod to, ne, Arsenovič. tam je bila všeč, gospod No, Kangler. hvala Ta je lepa. bila, ta ni bila izpod pasu, ta je bila dober humor. In z veseljem tudi koga iz Ljubljane bom vprašal, sploh kakšnega Mariborčana, ki tam živi in upam, da bo verjel
v zgodbo mesta in se bo vrnil nazaj in bo začel ustvarjati v Mariboru. Hvala lepa. Gospa Divjak Mirnik, kdo bo sestavljal vašo ožjo ekipo? Veste, da prihajam iz Univerze v Mariboru, kjer imamo ogromno dobrih ljudi in tudi od tam bodo prišli. Vendar je žal v Sloveniji taka čudna navada, da je treba ljudi, ki želijo pokazati neko voljo, takoj oblatiti, jih okarakterizirati in jih pravzaprav preden so nastopili kakšno funkcijo uničiti. Zato jaz o ljudeh v tem trenutku ne bom govorila konkretno. Torej, v moji ekipi bodo ljudje iz liste Lidije Divjak Mirnik, drugič ljudje iz univerze in tretjič med našimi kandidati, med 18, ko nas je ogromno dobrih ljudi in jaz si bom kar nekaj povabila svojo ekipo. Z gospodom Arsenovičem pa sva se zmenila, on bo odličen podžupan za gospodarstvo. Evo. Gospod Fištravec, v državi smo že velikokrat videli primere, ko je odhajajoči funkcionar poskrbel za službe nekaterih svojih najtesnejših sodelavcev, tudi tako, da jim je tik pred iztekom mandata uredil zaposlitve za nedoločen čas. Če bi se zgodilo, da ne boste ponovno izvoljeni, se lahko danes tukaj zavežete, da vi v nobenem primeru tega ne boste naredili. Jaz bi povedal, da zdaj zelo težko govorim, kaj bo, ko bo, če bo, ne? Ampak če tako da bo, jaz se lahko enostavno zavežete. nimam jasnovidnih sposobnosti, lahko pa povem, ker sprašujete, kdo so Torej moja se morate ekipa. zavezati, če pa boste izvoljeni za župana, bo vaša ekipa takšna, kot je, Moja ekipa ali bo je, prišlo do kakšnih sprememb kje? v vaši ekipi, če ostanete župan? Jaz imam ekipo, ki jo skušam imeti čim boljšo, lahko vam pa povem, s kom sem pripravljal ta program. Pač tu bom navedel tiste, ki so se strinjali, da jih navedem. Po abecednem redu Tomaž Gospod Fištravec, Barada. to ni bilo moje vprašanje. Ja, če vas zanima ekipa, to je lahko tudi kadrovski rezervoar za, recimo temu, kot se reče, kadriranje. Tomaž Barada, dr. Boštjan Brezovnik, Metod Dolinšek, dr. Dušan Jovanovič, magister Tomaž Kancler, Marko Kovačič, Milan Lukič, dr. Matjaž Mulej, dr. Franjo Mlinarič, dr. Andrej Naterer, Karmen Obrul, Tone Partlič, magister Franci Pivec, Bojan Strajnar, Marina Svečko, Andrej Verlič, primarij docent dr. Jernej Završnik, dr. specializant. Torej, Marko Kovačič ostaja vaš svetovalec. Marko Kovačič je v tem trenutku moj svetovalec. In bo tudi v prihodnje, če boste izvoljeni. Veste kaj, nisem jasno viden, to sem vam že povedal. Lahko pa mogoče gremo v kako obrt to vrstno. Spoštovani, z debato nadaljujemo čez 3 minute, sledi kratek predah, oglasi.
Več o nocojšnjih soočenjih preberite v jutrišnjem Večeru. Še eno temo bomo odprli, in sicer ali je Maribor mesto kulture. O tem je bilo tudi v Facebook skupini Moj Maribor zastavljeno kar nekaj vprašanj. Maribor je bil leta 2012 Evropska prestolnica kulture in 6 let kasneje je promocijska znamka EPK popolnoma neizrabljena. Lokalni program za kulturo, v katerega je bilo vloženega precej napora in usklajevanja, se ne uresničuje. Pristojni občinski urad že več let nima direktorja s polnimi pooblastili. Za piko na i pa so pred nekaj meseci kulturni ustvarjalci na vrata občinskega urada za kulturo nabili seznam 26 slepih peg mariborske kulturne politike. Gospod Fištravec, v lokalnem programu za kulturo je zapisano, da je kultura priložnost Maribora za izhod iz dolgotrajnega razvojnega zastoja. Kako to, da tega v svojem mandatu niste prepoznali? Zdaj, predno bom na to odgovoril, bi pojasnil tistih 5000 delovnih mest. Ste našli? Lanem, jaz imam v programu 98 ukrepov, ki jih lahko berete kot obljube. Ne morete pa kot obljubo brati pozitivne posledice za občane. Torej, ja, seveda, ne. Tako ste zapisali, gremo na kulturo, gospod Fištravec. Zdaj, kar se kulture tiče, lokalni program kulture je nastal v mojem mandatu. Ampak se ne uresničuje. Ja, seveda. In torej, če gre za ocenjevanje, ali ima župan odnos do kulture, potem je, če župan ne bi imel odnosa do kulture, potem tudi lokalnega programa za kulturo ne bi bilo, ker ga marsikatera občina nima. In je bil zelo kvalitetno pripravljen. Je pa velik problem, da smo v 4 letih strani države dobili za 100 milijonov evrov manj denarja za obvezne naloge. In je lokalni program kulture na koncu, če ste ga pozorno prebrali, oziroma ste ga pozorno prebrali, če ga citirate, tudi zapisal, da ga bo mogoče uresničevati v skladu z finančnimi možnostmi. In dejansko mi ne dosegamo 5% letne rasti, kot je v lokalnem programu kulture zapisano, ampak če že mogoče odstotek pa pol na posameznih področjih. In v situaciji, ko smo strani države bili tako zelo prikrajšani, je že velik dosežek to, da smo nivo kulture v mestu ohranili, da nihče ni zaradi nefinanciranja strani mestne občine prenehal z delovanjem. In smo v dosti slabši situaciji, recimo kot država, ki recimo nam je odzela denar za obnovo gradu, ki ne financira Karmine Slovenike in tako naprej. Tako da to je zelo kvaliteten program in ravno zaradi tega sem tudi prosil, ko sem delal program, da je pri področju kulture sodeloval tudi gospod magister Franci Pivec, ki je bil koordinator priprave lokalnega programa za kulturo in da tudi z tega zornega kota pripravljal te programske točke. Drugače pa v Mariboru imamo vrhunsko kulturo, imamo najboljši balet in opero daleč naokoli, tako da se lahko z marsičem pohvalimo. Festival na Lent, ki je postavljal merila festivalskega dogajanja v celotni regiji in še bi lahko našteval. Gospod Kangler, v vašem programu ste zapisali, da boste pripravili program razvoja kulture. A menite, da je še en program rešitev? Ne bi veljalo raje zavihati rokave in začeti delati na že sprejetem programu? Deloma bi se lahko z vami, gospod Peršak, strinjal. Vendar, če kdo, sem bil jaz tisti župan, ki je v mesto Maribor pripeljal leta 2011 EPK. Meni je še danes žal, da smo v mestni občini Mariboru dovolili, da se nam gospod Čander delovno odselil iz mesta Maribor v Ljubljano. Tam je uspešen, tam črpa evropska sredstva, tukaj v Mariboru pa mu nismo dali priložnosti. In to blagovno znamko, Evropska prestolnica kulture,
je potrebno spraviti življenje. Tudi skozi ponovno ustanoviti zavod, pa 3 zaposliti. In ti 3, ki bi bili znotraj tega zavoda zaposleni, bi sami sebi zagotavljali skozi projekte, skozi evropska sredstva denar. Mestno občino Maribor bi bremenili samo v štartu. In meni je žal, da imamo v mestu takšen odnos. Jaz se spomnim tistega dne, ko me je v moji pisarni gospod Partlič prosil kot Boga pred oltarjem, pomaga rešiti Borštnikovo srečanje. Zagotovili smo tripartitno pogodbo, zagotovili smo 100% večjo financiranje strani mestne občine, strani države, strani SNG-a in to so ukrepi, ki lahko na nek način zagotovijo boljši jutri za mariborske kulturnike. In vse ne nazadnje, tudi to priznanje, da tudi v Evropi slišijo za glas Maribora, zadnjo moja podpora gospoda Manfreda Webra, ki je jasno in glasno povedal, kdaj je slišal za Maribor, kje je bil primer dobre prakse, s takšno prakso, kot nas vidijo iz Brusla v Maribor, je potrebno v Mariboru nadaljevati tudi na področju kulture. In jaz bi bil tisti župan, ki bi takšnega, kot je Mitja Čander, povabil nazaj v mesto, da tu ustvarja in tu kreira prihodnost mariborske in slovenske kulture. Gospa Divjak Mirnik, kakšna pa je vaša ocena kulturne politike v Mariboru in predvsem kakšne so rešitve? Zelo me veseli, da imamo na papirju program kulture. Žal se ne izvaja in to bo seveda spremenjeno takoj, ko bom postala županja, zato ker SNG, ki je absolutno vrhunski, razen 160 000 evrov, ki jih damo za Borštnikovo srečanje, mestna občina gospod župan ne financira nič. Tako da to je nekaj, čemuru se bo treba posvetiti. Treba je okrepiti urad za kulturo, treba je dati denar, ki ga društva dobijo za svoje delovanje, za programsko delovanje takoj, ne pa da čakajo na projekte in pogodbe do avgusta, do septembra in potem denar dobijo decembra. Tudi to je nekaj, kar bi aktualni župan lahko spremenil, pa ni. Bi pa še želela opozoriti na nekaj, o čemer ste vi govorili. Dolgotrajni razvoj, ki se nam je dogajal v zadnjem času v mestu, je takšen. Jaz sem na 55 000 naslovov na vsa gospodinjstva v Mariboru poslala anketo. A veste, kakšni so odgovori in kaj je prišlo nazaj? Več tisoč je teh, da ljudje absolutno niso zadovoljni s stanjem v mestu trenutno, da niti pod razno ne rastejo takšne rožice, o kateri poslušamo v zadnjem času, in to so stvari, ki jih bomo spremenili takoj. Repliko imam. Najprej gospod Arsenovič, potem gospod Kangler, bom dovolil tudi replike. Najprej še gospod Arsenovič, če boste povedali, kakšna je vaša rešitev na tem področju. Ja, moja se najprej sliši malo drugače in sicer mislim, da moramo najprej spremeniti kulturo dialoga in kulturo povezovanja. Kultura dialoga smo izgubili približno pred 12 leti, povezovanja pred približno 6 leti in tudi ta kampanja je vse prej kot kulturna. Druga stvar, vsi ste starši, večina vas ima tudi, mislim, da hočem povedati nekaj o koreninah. Če ne bomo cenili svoje kulturne dediščine, tega, kar so ustvarili v tem mestu naši predniki, potem tudi ne moremo razmišljati naprej in razmišljati o prihodnosti naših otrok. Iz teh zgodb, ki jih je mesto že ustvarilo, se da naplesti nove zgodbe, delati iz tega kulturni turizem, kreativni turizem in naša pot bo drugačna od tega. Itak, da bomo zgradili knjižnico na Rotovškem trgu, ker je to sramota, da je ni, ampak govorim širše. Potrebujemo najprej kulturo dialoga in kulturo povezovanja. Replika, gospod Kangler. Ja bom še repliciral gospodu Arsenoviču. Gospod Arsenovič, veste, vi govorite o kulturi dialoga zadnjih 12 let.
To je letelo tudi na mene. Leta 2006 sem prevzel funkcijo. Ustvaril sem kulturni dialog, naredil veliko koalicijo levih in desnih v mestnem svetu, se pravi, da smo imeli dialog. Z dialogom sem uspel v EPK pridobiti Novo mesto, Mursko Soboto, Ptuj, Slovenj Gradec, mestno občino Maribor in Velenje. Se pravi, da imamo znanje in dialog. Če vi nimate dialoga med svojimi zaposlenimi ali katerimi drugi, je to vaš problem. V občini, če boste tako razmišljali, kot je danes tukaj, boste imeli težave. Gospe Lidiji, Gospod Kangler, nikoli nisem imel težav. kako ne, če pa Glejte, se boste dobo besedo, nihče mene ni odnesel, gospod Arsenovič, vas pa še to čaka. Torej imamo županske Glejte, volitve jasne. Hvala. Ampak ni smisel kot župana, ampak paste se delavcev. A smem še? Na kratko, Se opravičujem za kratki spodrsljaj, ker sem kulturni človek. Spoštovana kolegica Lidija Divjak Mirnik, govorili ste o Slovenskem narodnem gledališču. To je nacionalni zavod. Vi ste bili v svetu zavoda. Tudi jaz in Rudolf Moge sva bila v svetu zavoda. V Slovenskem narodnem gledališču ni problem mestna občina Maribor. V Slovenskem narodnem gledališču je problem Ljubljana, ne kot mesto, ampak vlada. Ker ljubljanski balet ali pa ljubljanska opera ali pa drama ima drugačne kriterije po vrednotah, kot pa jih ima mariborska. Ampak veste tudi, če je problem iz primerne prakse. Ko smo se ukvarjali v svetu zavoda, so nam v Ljubljani dejali, komisija 5-članska, da je Grg Zorba neprimerni repertoar za Slovensko narodno gledališče. Jaz kot takratni poslanec sem vprašal teh 5 gospodov, kolikokrat ste pa vi prestopili prag Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru? Od 5 3 niso. gospod Kangler, jaz Veste, kaj to pomeni? pričakoval sem, da se bomo pogovarjali o rešitvah. za A ni to prihodnost. kultura? Slovensko narodno gledališče v Mariboru, jaz sem ponosen na to hišo. Redo, gospod Divjak Mirnik, imate Ja. besedo. Okay. Razen Slovenskega narodnega gledališča imamo v Mariboru še Lutkovno gledališče, muzej NOB oziroma muzej, potem imamo še pokrajinski muzej, pa še ogromno. Pa gospod Kangler, ne vem, kaj ste mi pravzaprav pri SNG hoteli povedati, seveda te stvari zelo dobro poznam. Veste, kaj je pa rešitev? Rešitev je pa tudi to, da je treba Festival Lent, ki ga v tem trenutku morajo prebivalci Maribora plačevati, ljudem dati zastonj. Sej oni pravzaprav v tom malhu že plačajo. Pa veste tudi zakaj? Zato, ker smo zdaj v mandatu aktualnega gospoda župana zapravili 300 000 evrov za poton, tako imenovani oder na Dravi, ki to nikoli ni bil in tudi ni, zdaj pa še novih dodatnih 68 za to, da ga demontiramo in da ga bomo nekam shranili. Temu se reče zapravljanje našega denarja in ko bom jaz županja, tega zagotovo ne bo. Gospod Fištravec, izvolite. Mene veseli, da smo, kar se mestne občine tiče, v najtežjih časih stabilizirali financiranje Bošnikovega srečanja. Bila je realna možnost, da bi ga odpeljali iz Maribora. V tem trenutku smo boljši plačnik kot država, celo 7000 evrov več plačujemo kot država in smo se tudi zavezali, da prihodnje leto dodatno zaposlimo eno osebo, ki bo delala samo na organizaciji Bošnikovega srečanja. Generalno pa je problem pri SNG-ju in vseh institucijah, ki imajo nacionalno ustanoviteljstvo, da Ljubljana ima ene kriterije za Ljubljano, druge kriterije za Maribor. Vlada, gospod Baletnik, Fištravec, vlada, seveda. Baletniki, kriteriji za baletnike v ljubljanskem baletu so drugačni kot v Mariboru. In isto se potem ponovi v UKC-ju. Če bi UKC imel Univerzitetni klinični center, če bi ga financirali po istih kriterijih kot Univerzitetni klinični center v Ljubljani, bi bilo 900 ljudi več zaposlenih. In isto je potem... Isto potem je na univerzi.
Lutkovno gledališče je še sedaj financirano strani države na način, kot da je še vedno v eni večji učilnici na Rotovškem trgu. Vmes je pa bilo na novo zgrajeno. In vso to razliko, okrog 350 tisoč evrov, pokriva mestna občina, namesto da jo financira v lokalno kulturo. In tega bi lahko še naštevali in mene zelo veseli, da zdajšnji novi predsednik vlade razume, da morajo pravila veljati enako v Ljubljani kot v Mariboru. Gospa Divjak, na kratko. Dva stavka. Gospod Fištravec, res je, vi ste govorili o bivši vladi, ki jo je vodil gospod Cerar iz SMC-ja. Aktualni predsednik vlade je bil po mesecu in pol vladanja tukaj v Mariboru na moje povabilo. Verjemite mi, da bo z njim sodelovanje zelo dobro. Vi pa žal zanj niste našli časa. Saj sva se srečala. Spoštovani kandidati, poleg vaših obljub in zavez vas bodo volivci presojali tudi po vaših ravnanjih, opredeljevanjih in vrednotah. Ker smo se ravno kar pogovarjali o kulturi, ki vsi pripisujete velik pomen, me najprej zanima tole. Na katerem kulturnem dogodku ste bili nazadnje, pa ne tako, da ste bili tja povabljeni, ampak ste si vstopnico kupili sami, gospod Fištravec? Jaz sem bil nazadnje na premieri baleta, vstopnico sofinanciram, to je normalna praksa. Kako sofinancirate? Predtem sem... Vstopnice se doplačujejo. Doplačujejo se, kljub temu, da si protokolarni gost, kljub temu doplačaš. Predtem sem bil na predpremieri filma o večno živemu šefu Queenov. Odličen film, ga vsem priporočam. Hvala. Gospod Arsenovič, isto vprašanje. Tudi sam sem bil na tej predstavi, na kateri je bil gospod Fištravec in čestitam Valentini Tercu za njene mednarodne uspehe, prav tako gospodu Klugu, ki je bil v Bolšoj teatru, tam žal nisem še bil. Bil sem pa tudi na predstavi Hrvaškega narodnega gledališča. Vstopnico ste si sami kupili? Sem si kupil sam vstopnica. Gospod Kangler, vprašanje za vas. Tukaj v tej dvorani na dobrodelnem koncertu za zavetišče za živali. Hvala. Na zadnji, ne na zadnji, ampak na predzadnji premieri, ker na zadnjo nisem mogla priti zaradi službe v SNG-u in sem prav tako sofinancirala to karto, ki sem jo kot poslanka dobila. Za vas smo pripravili še nekaj hitrih vprašanj. Ali kdo od vas hodi k maši in kako pogosto, gospa Divjak Mirnik? Jaz hodim k maši. K maši ne hodim zelo pogosto, zanesljivo pa grem ob največjih praznikih. Ker sem tudi krščena in poročena cerkveno. Gospod Kangler? Hodim 3-krat, 5-krat na leto. Hvala. Gospod Arsenovič? Krščen sicer sem, k maši pa ne hodim. Gospod Fištravec? Udeležujem se različnih verskih obredov, ki so možni tukaj v Mariboru, torej imamo pravoslavno skupnost, kjer sem večkrat gost, imamo muslimansko skupnost, kjer sem večkrat gost. Ampak to ste gost kot župan, kaj pa osebno? Tudi osebno, recimo, sem bil sedaj na kulturni prireditvi muslimanski, ki je bila. Drugač pa v katoliško cerkev, pa normalno evangeličansko cerkev, vse to je, krščanstvo je duhovna baza, ne samo moja, ampak je evropska duhovna baza in to se razume samo po sebi. Z naslednjim vprašanjem bi začeli pri vas, gospod Kangler. Bi sprejeli vlogo slavnostnega govornika na partizanski proslavi, kjer bi bile tudi rdeče zvezde? Seveda, gre za dogodke, veste, eno je potrebno enačiti partizane, tiste med 41 in 45, drugo pa so bili tisti, ki so delali takšne drugačne stvari po vojni, to je bila povojna oblast. Marsikateri partizan je tudi bil po krivici obsojen in zapret na Golem otoku. Ljudem se je tudi takrat delala krivica. Odgovor je da torej. Seveda.
Zakaj pa ne? Gospod Arsenovič. Vsekakor da. Srečni smo lahko, da se partizani borili in da tukaj ne rabimo govoriti slovensko. Mislim, nemško. Evo, pa sem vas nasmejal. Vemo, kaj sem mislil, se pravi, glede tega se popolnoma strinjam z gospodom Kanglerjem, verjetno da imamo enkrat isto misel. Super. Gospod Fištravec. Da, z velikim veseljem. Pa Lidija Divjak Mirnik. Seveda, zato ker sem zgodovinarka in našo zgodovino je seveda treba spoštovati. Hvala. Naslednje vprašanje, po katerem Mariborčanu ali Mariborčanki bi se v mestu morala še imenovati kakšna ulica ali trg in zakaj, gospod Arsenovič? Ne vem, če obstaja ulica Leona Štuklja. Trg. Obstaja trg. Ja, dobro. To bi mogel reči. Okej. Potem pa bi... Se še spomnite koga drugega? Potem pa bi recimo še za časa življenja lahko eno ulico posvetili gospodu Drago Jančarju. Gospod Fištravec. Zdaj ste me res spravili v razmišljanje in listanje predlogov, ki se pojavljajo. A ste kakšen predlog? Vi? Lahko skočim. V tem trenutku nimam predloga. Gospod, Jih je preveč. gospa Lidija Divjak. Jaz bom na mesto župana povedala dve. Po Tomažu Pandurju, kot veste, je bil in še eno mojo, da dodam, po gospe Magdaleni Tovornik. Zakaj? Zato, ker vsak od nas bi se moral... Jaz sem se z njo vsedla na kavi, jo povprašala po njenih izkušnjah in jo tudi vprašala po kakih nasvetih, zato ker mislim, da je bila županja z velikim Ž. Gospod Kangler, vaši predlogi? Ja, jaz sem presenečen, da nekateri po še živih ljudeh bi pomenovali ulice. Ne? Je pa res, da je meni žal, da oče Zlate lisice, pa čeprav je bil ustanovitelj LDS-a, ni dobil ulice, gospod Senčar. In v mojem času smo planirali tam, kot so se gradili bloki pod Pohrjem, da bi gospodu Senčarju namenili ulico. Tudi z svojci sem govoril. Mislim, da bi si tudi ulico v Mariboru zaslužil gospod Sisinger, aktivni član gasilske Mariborske zveze, mestni svetnik. Se strinjam in podpiram in bi bil zelo vesel, da bi gospod Pandur dobil svojo ulico. Meni še danes žal, da nismo zgradili Maksa, mogoče bi še gospod Pandur danes bil živ in užival v svoji kulturi in dejanjih v mestu Mariboru in ustvarjal tukaj. Hvala. Kako skrbite za svoje zdravje? Med drugim nas zanima tudi, ali kadite, koliko alkohola spijete na teden in ali ste že kdaj poskusili kakšne droge in katere. Gospod Fištravec. Zdaj, moja skrb za zdravje je predvsem hoja, kaj druga težko skupaj spravim. Včasih zaidem v fitness, ampak bi moral bolj pogosto. Rad veslam, ampak, veste, ta pravi užitek je, če greš za en teden malo tam po Jadranu dol z spalno vrečo, ampak ta služba tega to ne omogoča. Alkohola pijem zelo malo, zdaj v tem zadnjem mesecu ga sploh ne pijem, ker mi sploh ne paše. Kadite? Ne kadim, edino včasih moram pasivno kaditi, ko pač okoli mene kadijo. Ampak jaz pravim, da pasivno kadi vedno butl, torej vedno se v njega kadi. Ste že kdaj poskusili kakšne droge?
Ne. Gospod Arsenovič, isto vprašanje za vas. Kot veste, sem vrhunski športnik bil, še vedno treniram tenis, igram ligo v Sloveniji, v Avstriji, enkrat na teden košarka, enkrat na teden s kolesom do Gaja Tojzla in si ogledujem te lepe ceste. Razvade, Kickbox in tek, se pravi 5 športov, nekako vsakega enkrat na teden skušam. Druga vprašanje je bilo, tu pa tam pijem alkohol in to najraje dobro pivo ali vino. Žganic ne maram, ker potem naslednji dan ni preveč fajn. Kar se tiče droge, nikoli nobene, niti poskusov nisem, nič in glede tega sem čisto clean ali čist. Še bilo kaj? Kadite? Ne kadim. Včasih sem kadil cigare, pa sem imel potem nikotinskega mačka, pa sem opustil. Gospod Kangler? Ne kadim, nikoli v življenju nisem kadil. Spijem štajerski špricer ali pa tudi kakšne deci rdečega, modre frankinje. Velikokrat treniram borilne veščine, judo, jiu-jitsu, aikido sem treniral v preteklosti. Potapljam se na dah v letnem času, polovim tudi kakšno hobotnico. Ne, gospod Fištrevec. Plavam v zimskem času, pa seveda snolovec, veliko hodim po gozdu. Ste poskusili že kakšno drogo? Nikoli, nikdar in niti me ne zanimajo. Sem pa pripravljen, tako kot sem pred 4 leti, tudi sedaj iti na test, tudi dati koren lasa, da me lahko preverijo v celoti. Še gospod Divjak Mirnik. Tudi jaz sem pripravljena zdaj takoj dati kak del lasu, če ga bo kdo testiral. Alkohol pijem občasno, kakšen deci ali 2, piva ne maram. Kar se tiče drog, nikoli nisem poskusila, razen enkrat, ko smo bili v študentskem domu, živela sem namreč v študentskem domu 7 in smo takrat enkrat punce probale kaditi travo. To je izgledalo tako, da sem naredila en dim, pa mi ni bilo všeč, tako da sem potem se odločila, da to ni za mene. Drugače ne kadim cigaret, jih nikoli nisem. Ukvarjam se z jogo in v zadnjem času, ker smo mi zelo športna družina, se probam naučiti tudi kajtati in vejkati. Je pa fejst težko. Moji fantje to dosti bolj obvladajo kot jaz. Še zadnje vprašanje. Imate letno karto pri nogometnem klubu Maribor. Ko greste na tekmo, kupite vstopnico, jo dobite v dar. Jaz nimam letne karte, ko pa grem na tekmo, pa jo ponavadi kupim. Kdaj ste bili nazadnje na tekmi? Ne vem, mislim, da kakšne 3-4 mesece nazaj. Jaz nisem zelo pogosta obiskovalka nogometnega kluba, mislim nogometnih tekem, ker so moji otroci judoisti in plesalci in imamo ponavadi vikende s tem zasedene. Res pa je, da tudi v času volilne kampanje se tam nisem kazala in se delala, da sem neka velika viola, ker to pač nisem nikoli bila. Gospod Kangler, imate vi mogoče letne karte? Nimam letne karte. Velikokrat sem dobil karto v dar, tudi zadnjo, ni dobena skrivnost. NK Maribor me je povabil na zelo dobro tekmo na derbi Maribor Olimpijo in z velikim veseljem sem se odzval njihovemu povabilu. In pri srcu mi je bilo toplo, da so se spomnili na mene in me povabili. Saj dobro vejo, kdo je v preteklosti največ storil za ta stadion v Ljudskem vrtu. Gospod Arsenovič. Na to zadnjo tekmo sem prav tako bil povabljen in prav tako nisem plačal karte, drugače pa obiskujem pomembne tekme nogometnega kluba Maribor, državne in mednarodne in takrat z veseljem karto kupim, kolikor jo uspem dobiti. In še gospod Fištravec. Ja, nimam letne karte, se pa udeležim kar precej tekem že zaradi funkcijo, ki jo imam. Nazadnje sem bil pa na derbiju. Hvala.
Bližamo se koncu soočenja. Ljudska modrost pravi, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si. Vsakogar izmed vas na teh volitvah podpira vrsta Mariborčanov. Prosili smo vas, da nocoj pripeljete seboj enega podpornika, tistega, za katerega vi ocenjujete, da poleg vas kar najbolje izkaže bistvo vaše kandidature. V tem trenutku vabim vaše podpornike, ki ste jih izbrali sami, da se vam pridružijo na odru. Izvolite, prosim, če lahko stopite vsak svojemu kandidatu. Gospod Kangler, vaša gostja je Breda Čepe, znana mariborska novinarka. Povejte, zakaj vam prav njena podpora veliko pomeni? Ne samo, da mi veliko pomeni njena podpora, jaz sem prepričan, da bo gospa Breda tudi izvoljena v mestni svet. V mestnem svetu potrebujemo pravične ljudi. Ne je zmeraj šlo za pravico in resnico. Ne glede na to, ali je šlo za leve ali desne. Ona je bolj po srcu leva. Zato se mi pa zdi prav, da je na naši listi in se mi zdi tudi prav, da bo izvoljena, da bo skrbela za modrost v mestnem svetu. Gospod Čepe, katere lastnosti Franca Kanglerja so vas pripričale, da je prav on najprimernejši kandidat za župana? Ja, marsikaj me je prepričalo, namreč to, da je vedno bil za male ljudi, za pravico, kot je že sam dejal, tudi zame, za resnico in veliko je naredil, je delavni človek, ni ga sram dela, recimo tudi malo sem šla z jeze in sem rekla, pa bom kandidirala za njega, ker se z njega velikokrat nekateri norčujejo, ker dela, ceni delo, delavnega človeka in rad je vsakemu pomagal. To so nekatere tiste lastnosti, ki sem jih več kot 40 let sama kot novinar gojila. Borila sem se res za pravico, pravičnost, odkrivala resnico, pomagala tistim, ki so pomoči potrebni. In mislim, da ima Franca vse te lastnosti in da je sposoben še veliko narediti. Ne samo salonsko modrovati in kritizirati kot nekateri drugi. Še to, gospod Čepe, junija letos ste v intervjuju za Večer dejali, da imate politike dovolj, da ne boste kandidirali za mestno svetnico. Zdaj kandidirate na Kanglerjevi listi na visokem 4. mestu, kar pomeni, da imate zelo realne možnosti, da boste izvoljeni v mestni svet. Zakaj ste si premislili? Enostavno zato, ker ko sem spoznala nekatere druge kandidate, odločila sem se zelo pozno, sem ugotovila, da je pravzaprav Kangler najboljši in sem ga podprla javno in pristopila k njegovi listi, pa tudi program ima dober, takšen, ki Mariboru obeta, da se bo življenje v njem lahko spremenilo. In tudi kandidati na listi, ki bomo prišli v mestni svet, verjamem, da bomo trdo delali. Gospod Arsenovič, med podporniki ste izbrali Borisa Krabonjo, predsednika društva Opornik. Zakaj prav on izkazuje bistvo vaše kandidature? Gre za eno idealno simbiozo. Jaz se trudim z odpiranjem novih delovnih mest, z ustvarjanjem vizij, ampak žal mi seveda vseh socialno šibkih ne uspe spraviti v delovni proces. Ljudje si seveda ne želijo miloščine,
ljudje želijo delati, ampak dokler ne bomo pognali tega motorja gospodarskega še bolj navzgor, so ljudje, kot je Boris Krabonja, ključni za socialno najšibkejše in sem ponosen, da je tukaj danes ob meni. Gospod Krabonja, od kdaj se poznata z gospodom Arsenovičem, kako sta se spoznala? V bistvu se poznava že kar nekaj časa, spoznala sva se v njegovi gostilni oziroma restauraciji oziroma hotelu Maribor. Prepričal me je predvsem z tem, da se z mano pogovarjal kot z nekom, kateri dela to, kar dela vsak dan. In prisluhno pravzaprav tem zgodbam, katerih pripovedujem oziroma največkrat kričim. Tudi ne nazadnje se mi zdi, da je nekdo, ki ima za sabo kilometrine športa, pripravljen tudi sprejemati poraze, kar se mi zdi, da je v mestu mnogokrat bil problem. In nekako srčno iskreno upam, da pravzaprav čez 4 leta mene in upornika ne bo več. Zato sem se tudi odločil, da bom Sašo podprl. Sprememba, nekaj drugačnega. Izhajam iz svojega lokalnega okolja, da smo po 14 letih menjali ravnateljico na Srednji ekonomski šoli Maribor in se je zgodila popolna preobrazba, kljub temu, da smo strašansko stari kolektiv. Nekako tako tudi jaz gledam na mesto Maribor. V vsakem primeru pa luštno vas je poslušati vse, ne. Danes so 71-letno vašo sokrajanko deložirali, pa upornik je danes moral žal CSD odpovedati sodelovanje pri zbiranju denarja v višini 7500 evrov in naslednji teden bo družina deložirana. Tako da veliko dela vas čaka, kdorkoli bo že župan. Hvala lepa. Še to, gospod Krabonja, je gospod Arsenovič ali njegovo podjetje pomemben donator društva Upornik, ki blaži socialne stiske Mariborčanov? Mislim, da zdaj malo mešate eno in drugo zadevo. Tukaj uporniki podpirajo 15 je, podpirajo vse kandidate, ki so tukaj prisotni. Se pravi, jaz podpiram gospoda Arsenoviča, en upornik podpira gospoda Kanglerja, en upornik podpira gospoda Fištravca, gospod Mirnikovo in en upornik podpira, mislim, da gospod Iskra. Jaz tukaj nastopam kot Boris Krabonja, ne kot upornik. Upornik je humanitarno društvo za tiste, kateri danes ni tukaj v tej dvorani, niso bili vabljeni tako kot jaz. Hvala. Gospod Fištravec, vi ste izbrali Marka Kaloha. Nam ga lahko na kratko predstavite in poveste, zakaj vam prav njegova podpora toliko pomeni? Ja, njegova podpora mi res veliko pomeni zaradi tega, ker me je spremljal pri mojem županskem delu zelo kritično. Dostikrat je povedal veliko gorkih na moj račun. Všeč mi je njegova širina gledanja, kot gledanja, objektivnost in mislim, da takšnih podpornikov si človek lahko samo želi, da ti nastavljajo zrcalo in da lahko skozi to zrcalo spreminjaš svojo lastno podobo. Gospod Kaloh, morda je širši javnosti bolj znan vaš brat, poslanec SDS Dejan Kaloh, ki v tej kampanji podpira gospoda Kanglerja. Zakaj pa vi ocenjujete, da si gospod Fištravec zasluži še en mandat? Pozdravljena Aljoša, pozdravljena kandidatka za županjo, oba kandidata za župana. Pozdrav pa seveda dr. Fištravcu, sedanjemu županu in jasno tudi bodočemu županu. Pozdrav tudi moje ekipi, ki je najboljša ekipa na svetu, pozdrav vsem ostalim v dvorani in tistim, ki nas spremljate. Kar se tiče vprašanja, Aljoša, moj brat je moj najboljši prijatelj od mojega rojstva. Moj brat bo ostal moj najboljši prijatelj. Ko so se zgodile vstaje leta 2012, sem bil med prvimi, ki smo jasno in glasno protestirali zoper tisto situacijo, ki se je takrat zgodila. Meni nič ni manjkalo, ne meni, ne moji takratni družini. Brat me takrat klical, da to ni vrejo, kaj počnem. Jaz nikoli ne počnem ničesar, kar si sam ne zadam in to ni bilo v redu in takrat sem se postavil po svojih prepričanjih in tako počnem tudi danes. In ko se je zgodila situacija, ko se je začelo dogajati, da bivšemu županu kaže dobro, si nisem mogel dovoliti kot nekdo,
ki se je rodil v tem mestu, ki bo v tem mestu umrl, nekdo, ki ima 2 otroka, ki sta fantastična otroka, nekdo, ki ima ženo, ki je pred 3 meseci stala tukaj na tem odru, ko je prejela plaketo za najboljšo štajersko zobozdravnico, po mnenju bralk in bralcev meni tako dragega časnika Večer, ne, jaz si ne morem dovoliti, da bi dovolil, da tak župan ponovno pride nazaj. Tako to je razlog, zakaj sem se odločil aktivno vstopiti v zgodbo. In sam še beseda na to temo, ne dovolim si žaliti moje inteligence, ki je zmerjena in zelo visoka. In ne želim si... Lete, v Novi Vasi smo rekli takim, da se lahko zunaj zmenimo, prosim, če ste mirni. Ok, lahko pa pol zunaj vse rešimo. In žaljenje moje inteligence se dogaja s tem, ko se banalizira tiste vstaje z retoriko, da so bile politično zrežirane. Name, še enkrat, je moj brat skušal vplivati, ki je član stranke SDS, jaz sem zelo ponosen na njega in ni mogel vplivati name. Name ni doben potiskal na tiste vstaje, niti ko nas je bilo 20, niti ko nas je bilo 500, niti ko nas je bilo 30 000. To sem bil jaz in mojih 30 000 kolegov. Okay. Pa še samo stavek glede gospoda Arsenoviča, ki sem ga imel možnost spoznati tudi v živo na enem nogometnem turniru in potem kasneje. Jaz moram na tem mestu povedati, da dolgo nisem srečal človeka, ki bi name naredil tak vtis, frajer, športni tip, in vedno sem se, da rečem, sem ga občudoval kot podjetnika in sam kot bivši bančnik sem sam drznil še en stavek povedati glede njegovih dolgov. Njegov denarni tok z lahkoto omogoča odplačevanje teh dolgov in to ni nikakršen problem, samo toliko, ker se mi zdi pošteno na tem mestu povedati. To pa ne pomeni, da bi on bil dober župan, on je odličen podjetnik, on je frajer, ampak voditi občino ni enako kot voditi podjetje. In ko gledam tukaj pa doktor Fištravca, doktorja znanosti, doktorja sociologije, ki je 6 let svojo ekipo garal, se odprl trgov navzven, potoval na Kitajsko, pripeljal investicije v mesto in vsem tistim, ki menijo, da je ena pot v eno državo dovolj, da pripelješ posel, lahko povem samo to, da v življenju še niste kaj dosti ustvarili. Jaz sem bil v 10 državah, ko sem postavljal svojo ordinacijo na noge, bil sem v Franciji, bil sem na Nizozemski, v Nemčiji, vedno sem mislil, da bom naredil najboljši posel na svetu, naredil sem ga pa leto za Američani in ni tako enostavno. Končna misel pa je ta, da je doktor Fištravec ravno zaradi tega odpiranja navzven, zaradi njegovega intelekta, zaradi njegovega čuta za malega človeka, kot je prej gospa Breda omenila, najbolj primeren kandidat in še nekaj, ima 6-letno izkušnjo z vrhunsko ekipo in verjamem, da najboljše, da to pot nadaljuje. In še gospa Lidija Divjak-Mirnik, na oder ste povabili Gregorja Ficka. Prosim, če ga lahko na kratko predstavite in pojasnite, zakaj ste izbrali prav njega. Ja, vi veste, da so 3 ključne zadeve, o katerih govorim v tej volilni kampanji. Red, sodelovanje in normalna komunikacija. Gospod Gregor Ficko, magistr Gregor Ficko je, kot tudi vi veste, ker ste o tem pisali, bil član, ali pa mogoče ni bil član, niti ne vem, neke druge stranke. Danes kandidira na simbolnem zadnjem mestu na listi Lidije Divjak-Mirnik, predvsem zato, ker je on strokovnjak za infrastrukturo in komunalno gospodarstvo, zato, ker je zaslužen, da imamo tudi v Mariboru in še kje druge vzhodno avtocesto, zahodno obvoznico, cesto pod Melskim hribom, južno obvoznico v nacionalnem programu zapisano, da imamo in v tem trenutku sodeluje tudi pri 2. tiru, pri 3. razvojni osi na Koroškem. Skratka, človek, ki je, verjamem, da eden redkih v Sloveniji obiskal vseh 221 oziroma 12, hvala lepa, 212 občin, od tega na vsaj 150 mestnih svetih oziroma občinskih svetih tudi sodeloval v razpravah pri proračunu, zato ker je nekdo, ki zna sodelovati in zato ker je nekdo, ki je strokovnjak. In mi v tem trenutku, če želimo voz Maribora potegniti naprej, rabimo točno takšne ljudi, ki znajo sodelovati, ki znajo slišati, poslušati, se pogovarjati, predvsem pa biti strokovni na svojem področju. Zato. Gospod Ficko, ker ste v tej kampanji podprli Lidijo Divjak-Mirnik, ste prišli v konflikt s svojo stranko Dobra država.
Če ste to tvegali, morate res močno verjeti v njeno kandidaturo. V čem torej je v primerjavi z ostalimi kandidati tukaj na odru boljša? Dobro večer, najprej vsem skupaj. No, gledajte, zdaj kandidatura Lidije je mene pripričala, bom rekel, ko je pač napovedala, midva smo se pogovarjala že leto pa pol nazaj okrog sodelovanja, še takrat, ko sem jaz za dobro državo šel na državno-zborske volitve. Takrat sicer nekako nismo nadli ne jezika, ampak pač lista, kateri je Lidija pripadala, ni imela torej intence, da bi šla na te državno-zborske volitve. Zdaj, zakaj me je ona pripričala? Iz treh razlogov. Prvič, jaz živim zraven študentskega kampusa in moram reči, da sem res z občudovanjem spremljal to preobrazbo teh študentskih domov, ki jo je dejansko pod njenim vodstvom preuredila v en sodoben študentski center, ki se lahko mirno postavi ob bok, bom rekel, velikim centrom tudi v Evropi. Moram reči, da sem včeraj študirala v Nemčiji, sem videl kar nekaj teh centrov in moram reči, da smo v Mariboru, če smo lahko nekaj ponosni, smo lahko na ta center in to je prav gotovo bila njena zasluga. To, da je pridobila evropska sredstva in seveda ta projekt speljala, ne bi za tukaj niti omenjal, ker to ni pomembno. Druga stvar, ki me je pripričala, jaz priznam, da sem mestno politiko začel spremljati, ko sem se vrnil iz Ljubljane, malo bolj podrobno. In moram res povedati, da je bila Lidija ena od tistih mestnih svetnic, redkih, moram reči zelo redkih, ki je dejansko tisto, kar je povedala, imelo težo. To je ena stvar in drugo, pri veliki večini glasovanj, pri katerih je sodelovala, ni šla z kalkulatorjem v žepu, za tipkovnico, ampak je dejansko stala za nekimi cilji in jih tudi argumentirala. Zdaj, kako jih je argumentirala, ali je bilo to nekomu všeč, ali ni bilo všeč, zdaj v tej kampanji so se pojavile neke leplinke, kar je popolnoma neprimerno in seveda ne pritiče kulturnemu nivoju, ampak tako kot je povedala, verjamem, da je povedala in je verjela v to in to je drugi razlog, s katerim je pripričala. Tretji razlog, ki pa na vse zadnje ni nepomemben, je pa to, da je ženska. Torej, jaz moram reči, da se mi kot rojenemu meščanu, sem rojen v Mariboru in tudi živim celo življenje v njemu, zdi zelo pomembno, da dejansko ženske prevzamejo v politiki, tako v državni kot tudi na lokalnem nivoju, lokalni samoupravi, velik delež sodelovanja. Jaz moram reči, da kot je bilo rečeno, jaz sem res imel ta privilegij, da sem lahko fizično in situ obiskal vseh 211, takrat še ankaranske občine ni bilo. In moram reči, tam, kjer so bile županje na oblasti, kjer so imeli občinski sveti, bom rekel, proporcionalno polovično število žensk, da so se tam zadeve reševale dosti bolj hitro, elegantno, po kmečki logiki, kot pa tam, kjer je prevladoval moški ego. Pač to so moje izkušnje. In to je tretja stvar. Na koncu koncev Maribor je imel do sedaj, zaključil bom se vam takoj, samo to bi še rekel, Maribor je imel do zdaj v teh zadnjih 30 letih eno županjo, danes smo že slišali, gospod Magdaleno Tovornik. Jaz moram reči, da je bila to odlična županja, sploh ko berem določene stvari iz zgodovine in ocenjujem to iz distance. In jaz mislim, da je prav na koncu konca, da bi ženska dobila priložnost. Lidija je sedaj tudi poslanka, kar ni na vse zadnje nepomembno, potem bi lahko gospod Kangler kaj več povedal, kaj pomeni poslanska funkcija. In mislim, da je ta odločitev, da sem se jaz odločil, da jo podprem, bila zelo premišljena in tudi moram reči, da sem vedno bolj zadovoljen z njo. Hvala. Cenjeni kandidati in podporniki, dragi gostje, bralci Večera. To je bilo še zadnje Večerovo soočenje pred nedeljskim odločanjem. Vabljeni v našo družbo v nedeljo. Na naši spletni strani in v ponedeljkovem časopisu vas bodo čakale vse pomembne informacije in prve analize o izidu nedeljskih volitev. Spoštovana kandidatka in kandidati, srečno v nedeljo. Spoštovani bralci in gledalci, hvala za vašo pozornost in lahko noč.